Živijo in lepo pozdravljeni, moje ime je Klara, dobrodošli na mojem YouTube kanalu. Danes se bomo pogovarjali o eni prav posebni dogodivščini, na katero sva šla jaz in moj pes Piknik. Tako da udobno se namestite in poslušajte tole zgodbo. Bila bo malo tako kronološka, opisna, tako malo stil doživljajski spis, kaj sem počel med počitnicami, ampak hkrati bom pa probala noter vključiti tudi vse informacije, ki so vas zanimale, ki ste mi pisali na Instagramu ali pa kje drugje, tako da bo hkrati tudi tak informativen vlog, ni pa to najina prva dogodivščina. Pa preden začnem, bi sem povedala, da danes pijem cold brew, ki sem ga sama naredila. Torej cold brew z mičkeno mleka in ledom. Ok, imam tale seznam stvari, ki jih želim povedati, pa bi za uvod najprej povedala to, da torej ta dogodivščina te vrste, torej da vse, kar imaš, nosiš na ramenih in da wild campaš in da greš nekam hoditi, ni bila zame prvič. To je bila zdaj že 4. ali 5. Prvič sva ta podvig izvedla s svojim bratrancem, ko sva bila še, ne vem, to je bilo zdaj po mojem že 10 let nazaj. Potem sem 3 leta nazaj šla s Piknikom do Ajdovščine peš iz bližine Novega mesta. Sva 4 dni hodila, vmes pa tudi mogla malo štopati, ker sem se takrat zelo slabo organizirala, kar se tiče poti in kje bova hodila. Pa mudilo se nama je, ker sem imela res ta full cilj, zelo sem bila goal-oriented, v smislu 4 dni morava priti do Ajdovščine. Potem smo šli lani z Evo in Nejcem peš iz Dolenjskih Toplic skozi dol do Kolpe in pa lani me je tudi Phil Riven povabil na trek na Madžarsko, tako da sem tudi z njimi trekala lani in je bilo ful zanimivo. Vsaka od teh dogodivščin je imela svojo specifiko. Nekje sem bila sama, nekje nisem bila sama, pa je bila krajša tura, nekje je bilo celo organizirano, v primeru Phil Riven, tako da vse tu potem vpliva na to, da je naša izkušnja na koncu drugačna. Vam bom tudi vmes povedala v bistvu v primerjavi s tole zadnjo turico, kaj je bilo moje doživljanje glede vsega, kaj sem se naučila, kaj sem v bistvu do zdaj že zelo izboljšala in kaj me še čaka vnaprej za izboljšati. Zdaj malo pred zgodbe, kam sva s Piknikom šla, ker tega nisem še do zdaj delila in zakaj sva šla kje. Moj mož Klemen je že vrsto let si želel iti na Tour de France kot gledalec in navijač in letos je rekel, to željo si bom uresničil skupaj s svojim prijateljem Alenom. Seveda bi tudi jaz lahko šla zraven, ampak res nisem fan kolesarstva. Pa v bistvu navijam zelo rada, tako da mogoče bi še šla, ampak mi je Klemen že vnaprej povedal, da ko greš na Tour de France je ful nepredvidljivosti, kje se boš sparkiral, a boš sploh lahko se sparkiral, ker sta šla pač s kombijem, a boš sploh tekmo lahko videl, veliko je bilo tudi premikanja vmes in tako naprej. Tako da moja prvotna ideja je bila, da bova šla s Piknikom skozi do Francije s kombijem, potem bova tam hodila in potem pač bomo šli skupaj nazaj, ko bo konec Tour de France. Zakaj se to ni zgodilo, je zato, ker enostavno sta ona dodelala prevelik krog in bi časovno se tle ful ene zamude bile, če bi me hodila iskat. Poleg tega nazaj grede, to je bilo v Nici, se je končal Tour de France. Tu je, ne vem, 12 ur vožnje do Slovenije. Ja, tako da nisem jih hotela še dodatno utrujati s tem, da me nekam hota iskat, pa preverila sem, javni prevoz ne dovoljuje psov, tako da sva se pol odločila za drugo destinacijo in sem vesela, da sva se, ker v bistvu v tistem delu Francije, kjer sem prvotno mislila trekat, je visokogorje in tu je potem čisto druga oprema, za Piknika sploh ne bi bilo primerno, tako da na koncu je bilo vse cool. In ko sva s Klemenom planirala, kje bi on mene lahko spustil, sva videla na zemljevidu, da je Brešija kraj, kamor pač on bo šel mimo in bo šel tudi nazaj in bi bilo logistično za nas najlažje. Tako da jaz sem potem 2 dni pred odhodom šla na app All Trails in sem začela raziskovati, kakšne so tam kaj možnosti za pohodništvo, kakšne so sploh poti, kakšen je teren. Me je pa vleklo ful dejstvo, da je tam eno jezero. Mislim, tam sta v bistvu blizu 2 jezera. Lago di Garda je jezero, torej Gardsko jezero, ki ga mi vsi zelo dobro poznamo po mojem zaradi Gardalanda in je tudi ful veliko. Zraven je pa Lago di Seo. Jaz za to jezero še nikoli nisem slišala, nobenega ne poznam, ki bi tam bil in glih zato je pritegnilo mojo pozornost, ker je tudi malenkost manjš in sem začela gledati poti okrog tega jezera. Seveda, ko raziskuješ vnaprej, imaš neko omejeno znanje, koliko je zdaj tam res gozda, koliko bomo po senci hodili, imejte v mislih, da takrat je bilo obdobje vročinskega vala in nisem hotela, mislim, res me je bilo strah tega, da bo prevroče. Ampak ja, na koncu sem se odločila, da grem.
in da tudi, če bo prevroče, je full campov bilo na zemljevidu narisanih in sem tako bo šla pa v camp, če bo too much. In ja, zato sem se na podlagi res tako pol ure raziskovanja odločila, da grem in določila začetno točko, kjer bom začela hoditi. Prvi dan. Mi smo na pot šli zelo kaotično, jaz sem še sploh spakirana nisem bila, ker sem imela ene stvari še v kombiju in sem nametala vse not. In potem nam je na poti do Ljubljane, ker smo mogla kolega pobrati crkvena klima, fanta sta malo leče v nabavo za hrano, ful se je vse tako čas se je kar podaljšval in ko smo šli na pot, jaz sem kar nehala sem švicati, tukaj je bilo vroče, kar svetila sem se kot en velikonočni jajček. In malo me je stiskalo tako, kdaj vas ona dva mene sploh lahko spustila v Breši, ampak sem bila tako, zdaj si se to odločila, kar si skuhala, tu boš pa še pojela. In ura je bila malo pred polnočjo, ko sta fanta mene spustila na obrobju Brešije, pod vznožjem enega hriba, kjer se je začela pohodniška pot. Tam ti še je tena točno? To. In medva s piknikom sva z Ruzakom eno platneno vrečko hrane, ker sem vedela, da bom naslednji dan morala tu vse preurediti, ker ne moreš takole na trekking iti z eno vrečkico. In z čelko na glavi šla v hosto hoditi v hrib in sem vedela, da morava čim prej poiskati nek prostorček, kjer bova lahko postavila šotor za tisto noč. Na začetku je bilo malo scary, ker tako si predstavljate, to je kot da bi nekdo te fliknil ven sred noči na vznožju Šmarne gore, ampak ti ne veš, kaj je Šmarna gora, niti ne veš, ali se kakšni ljudje skrivajo v tisti Šmarni gori in nekako sem upaš, da bo vse v redu. In seveda je bilo vse v redu, najdla sva en dosti tak skrivni kotiček, kamor sva flikala na šotor, sicer je bil malo nagnjen teren, ampak za 4 ure spanja je bilo top. In kar sem vam spomnila za to noč, je tu, kako je okrog naju, so bili črički in še ful enih zvokov in ko spiš, pač tam v eni visoki travi so bila, tukaj sem se počutila povezano z naravo, ko že dolgo ne. Tako res nekaj je bilo posebnega. Tako da sem tudi mirne duše zaspala, sem pa imela potem zgodaj že budilko in sva, ja, mislim, da ob 5, ampak sem se malo prej zbudila in sva se potem začela pakirati. Človek kar malo pozabi, koliko časa traja zjutraj, da vse pospraviš. Razlog, zakaj sem pa hodila v začetku zgodaj, je pa seveda vročina, ker nisem vedela, kaj pričakovati in res najboljš do zdaj se je izkazalo, če greš na daljše pohode, začni zgodaj in nekje do 10 zjutraj oren hod, potem pa začni počivati pa planirati dan naprej, tako da to je bil najn razlog. V glavnem, jaz sem šla pol na pot. Ta pot je bila zelo lepa, najprej so bili tako malo ti italijanski hribčki, vinogradi, stavbe, potem smo tudi kar nekaj vzpona naredila. Vmes po poti sem jaz sicer zgubila in tripod in ne vem kva vse, to mi je res žal, ker je v bistvu hkrati onesnaževanje okolja in tle imam še po mojem malo za naštudirati bolj naslednjič, kako privezati stvari na ruzak, da mi ne bodo padale ven. Tako da sem hodila povedati, da tudi vi paste, no. Ko jaz sem imela tripod tam, ker so bile flaše za vodo, pa je očitno ven padel, ko sem tisti ruzak iz sebe dala v enem klancu, ker sem bila že čisto utrujena. Pol sem imela te plastične papuče sabo, mi je tudi ena padla, ker nisem dosti tiste gumice zategnila, tako da bodite pozorni na to. V glavnem, medva sva lepo hodila, čez dan naredila sva nekje 20 km pa jurjastu vzpona, kar je tako kar luškana Turca. Dobro jutro. Najprej sem pojedla, pa kofesi naredila, ker se mi niti tripoda ni dalo vzeti ven. Sva na poti zdaj že kar tako 2 uri pa pol, nekaj takega, naredila sva okrog 10 km, pa ne vem, koliko 200 vzpona, nekaj takega. Ja. Vreme je bilo perfektno, skus malo sapice, neke svežine. In sem tako, to je bila res dobra odločitev, ker je bilo zelo prijetno hoditi. In sva potem tudi vmes, ko je med glavno vročino, kar na neko mrvo sedala in sva tam zaspala. Jaz dobesedno sem v trdu zaspala in tu me sem spomnila, zakaj to delam.
pa bom na koncu vloga odgovorila na to vprašanje, zakaj bi sploh človek dal ruzak na rame, spakiral vse not in šel nekam hoditi, sploh če je tu neki v neznano, če niso tu neki pompozni kraji, kjer imaš ne vem kva za videti, ampak sem neka hosta. Tako da ja, odgovorim na koncu vloga. V glavnem, po najnem počitku naj je čakalo še mičken hoje, ki je bilo vse malo vročine, tako da potem sva naredila bazni kamp, ob eni sprehajalni poti sva se tam flikali na travo, okrog 4 popoldne, nekaj tazga, in piknik je zaspal, jaz sem knjigico brala, se malo s čistilnimi robčki očedila in je bilo kul. Tle veliko ljudi pse sprehajajo, tako da po mojem bo čist kul, pa lepo sva v senčki. In ja. In pa sem se odločila, da bomo tam prespali in tle sem naredila eno veliko napako in sicer, ker je poletje in so dnevi ful dolgi, sem šotor postavila veliko prezgodaj, ker ko človek wild campa moraš, res je najboljš počakati, da je tema in po temi se tudi pobrati in s tem nobenega ne motiš in imaš težji kakšen problem. In tle se mi je pa prvi zgodilo to, da me je malo napsihiralo, dobesedno. Jaz sem namreč postavila šotor že okrog 7, to je dobri 2 uri prej je bila tema. In kljub temu, da sem bila ob sprehajalni poti, sem bila skrita, ampak ne čisto skrita in na eni točki sem imela občutek, da se je ob sprehajalni poti nekdo ustavil in me gledal in fotkal. Ampak jaz mislim, da je tu bila zgolj moja paranoja in da se to ni dejansko zgodilo, da je mogoče tam res nekdo se ustavil. Ne vem. Tako, ko gledam nazaj, se mi zdi, sem kar malo preveč zapaničarila. Potem sem je šotor, zgolj te kline sem pobrala, da je šotor skupaj padel, palce not sem pustila. In potem sem tam kar sedela kot en lep obuh. To je bilo v takem klancu, sva bila s piknikom na travniku. In potem sem vso robo zmetala v ruzak, ker sem imela tam vse razmetano. In šla v tisti klanc hoditi na rob enega gozda, dosti prestrašena. Zdi se mi, da veliko boljša reakcija bi bila, pač, če ti ni prijetno na eni točki, sem spakeril se v ruzak, vzem se tistih 15 minut, pa 5 na eno drugo lokacijo. Tu sem bila res v gorah, pač narave, prazne narave je bilo ogromno. Ampak nekako nisem tega naredila, ker ne vem, sem čudna včasih. Tako da v glavnem, jaz sem pa na Google Maps tudi pogledala ta travnik, ta pas travnika, kaj je zgore in sem videla, da je gost in da nobene hiše ni. Tako da sva mičkeno v hrib še šla, postavila tam šotor. Bilo me je še malo strah, ker so še neki psi lajali okrog, ampak potem, ko sem šla not v šotor, piknika dala not, sem bila tako, ok, zdaj pa posluš. Če pride policija, kar dvomim, da bo, kdo bo hodil v ta klanc v živo travo, gor nekam v hosto, pač kar nekaj. Če pride policija, boš pač kazen plačala karkoli za wild camping, ne vem, če, ja, pač, če je tu najslabša varianta. Če pa pride nek zlikovec, ki ti bo kaj hudega hotel, imaš pa piknika, pa nož sem imela več skozi sabo in to je to. In sem zaspala kot bebica in ko je budilka mi zvonila ob 5, se nisem hotela zbuditi, ker sem bila tako, še malo. Ampak pač sem vedela, da spet zaradi vročine bi bilo fajn, če se jaz kar vstanem in spakiram, tako da sva šla potem naprej. Šla sem lulat in videla divje prašičke, jutrček drugače. Noč je bila kul, edin postavila sem si šotor na naklon. Tu ful manjši naklon zgleda, dokler se ne uležeš v šotor, pa vidiš v bistvu, da si ko na robu ledene gore. Ampak sva vstajala s piknikom, ker sem naspala par ur zdajle in smo pri jezeru, tako da ko me čakam, da se vržem not. In tukaj smo pri drugem dnevu. Drugi dan je bilo plan narediti manj kilometrov, ker je bil cilj pa že to naše jezero. In drugi dan sva naredila, mislim, da okrog 500–600 metrov vzpona, pa okrog 12 kilometrov. Ful po lepih krajih sva se sprehajala in tako na eni točki sva potem že jezero zagledala in je bilo že veliko bolj tako romantično. Tle bi še dala en tak mogoče nasvet ali pa kako se jaz lotim zjutraj, ko začnem ful zgodaj, meni ne paše še jesti, ne paše mi kava nič. Tako da jaz ponavadi, ko sva se zbudila ob 5, se spakirala, sva bila ob 5:30 nekje na poti, piknik je dobil sem za pit, jaz sem malo vode spila in sva šla. In to je bilo to. In sva ponavadi hodila 2 uri, za kakšno mini pauzico vmes, potem pa po 2 urah, ko si že naredil neko razdaljo, ker zjutraj imaš res ful moči, mislim, saj jaz zjutraj lahko tako gore premikam. Potem sva se pa ponavadi usedla in tako drugi dan sva najdla, ker nama je že malo vode zmanjkvalo, sva najdla en izvirček
Tako da sem tam lepo potem kavico skuhala, fruštek pojedla, piknik je dobil briketke in je bil tak moment, ko so po mojem skoraj 1 uro tam sem čamila v eni hosti in je bilo ful lepo. Tako da to. V glavnem drugi dan medva prideva potem v civilizacijo ob jezero v mestece po tem imenu, ki si ga nisem zapomnila in tam sem že vnaprej si ogledala en kamp. V bistvu so 3 kampi, en zraven drugega. V prvem mi lastnik ni bil všeč, ker je bil tak nek v drugem kampu so bili pa ful prijazni, so nama dali parcelico in sva tam ostala. Najprej 1 noč sem imela plan. Torej, prvi dan, ko sva prišla, sva si lepo šotno naredila bazo. Tudi že tukaj pomeni, da imaš bazo, da si varen, da sred dneva več. Potem sva malo počivala, šla sva se skopati v jezero, šla sva na pico zvečer. Mičkeno je bilo nevihtice, ampak skoraj nič padavin, tako da je glih primerno se ohladilo ozračje in tisto noč sva res potem spala kot dojenčka. Jaz sem pa že potem tudi ogledala si, da imajo tam neke kajake za rent, tako da evo, gremo kar na dan številka 3 in kaj sva počela tretji dan. Torej, tretji dan sem jaz podaljšala kamp za še 1 noč, ker sem bila tako, medva sva zdaj v bistvu naredila ful lepo turo, da sva peš prišla od Brešije skozi do Lago di Seo. Zdaj pa želim imeti en dan, ko je v bistvu za raziskovanje lokalne okolice. Tudi ta izlet, ta trekking trip zame ni bil nobeno preizkušanje moči, preizkušanje, kaj so moje max zmožnosti. In ja, je bil res, sem želela en dan, ki je pa malo bolj turističen, vsem da hodva, ampak da ni pa zdaj tu neki ful na hard. Zjutraj sva šla naprej v pekarnico, sva si lepo zajtrk naredila kavico, začela dan čisto easy, potem pa sem jaz že en dan prej rezervirala nama kajak. In najprej sem mislila, bo šla za 2 uri, ampak potem je bilo 1 ura glih prav, da sem jaz, pač ker to je bilo prvič, da sem bila sama s piknikom v, je tu kajak ali kanu? Kanu? Kajak. Rečemo kajak. Da sem bila prvič sama z njim in jaz mislim, da 2 uri bi nama bilo tudi čist cool, ampak so bili vmes valovi in piknik nisem mogel čist sprostiti, tako da je skozi neki menjal poze, pa parkrat sem ga morala kar tako piknik, dej prosim, ulež se, ne. In iz tega vidika sem tako 1 určka, ful dobra izkušnja, to je to. Potem sem šla nazaj v kamp in naredila sem eno miskalkulacijo. In sicer, če bi bila medva pametna, bi šla na naslednjo destinacijo, ki je otok sredi tega jezerčka, kjer imaš gor na vrhu samostan in tu je bila v bistvu nekako destinacija za ta dan. Jaz sem napačno pogledala na internet in sem mislila, da zadnja ladica iz tega otočka, da gre ob 6 popoldne že. V resnici pa ladice na ta otok pa nazaj vozijo tako skoraj 24 ur na dan. In ker sem jaz tu nekaj kalkulirala, namesto da bi medva takrat, ko še ni bilo glavne vročine, že šla, pa makar tam počivala, sva počivala v kampu in potem malo pred 1 šla proti otoku, da pa ladico ujameš na ta otok, sva pa mogla hoditi tako dobre 3 kilometre. Kar se ne sliši nič takega, ampak že tu je bila pač torej miskalkulacija časovno. Poglejte na Google bolj natančno informacije, ker tle sem se še zakalkulirala. In druga miskalkulacija je bila ta, kar po mojem lahko marsikomu od vas prav pride. In sicer, da ko greš hajkat, trekat, hoditi, karkoli že, da ne uporabljaš Google Maps, ampak uporabljaš aplikacije kot so AllTrails pa Komoot, te dve sta meni najljubši. Bom to spodaj jih polinkala, vsaka ima neke svoje specifike, tako da jaz jih rada uporabljam v kombinaciji. In zdaj, kaj je bil tle problem? Jaz sem hodila od enega do drugega mesta, oba sta čist ob robu jezera in Google Maps je meni pokazal, da ja, sem pejt ob jezeru, ob glavni cesti in si tam. Dobre 3 kilometre in si tam. In jaz sem mislila, ker če Google Maps kaže, pojem najbrž nek pločnik. Če bi pa jaz dala v Komoot, recimo, jaz hočem od tega mesta do tega, bi mi Komoot lepo pokazal, da je okrog ena pot, sicer 100 metrov vzpona, ampak nič tazga, malo daljša pot, ampak po takih lepih mini potkah. Ker jaz tega nisem naredila, sva na koncu mogla tako 1,5 kilometra po vročini hoditi ob glavni cesti, kar je najslabša stvar, kaj lahko narediš.
To napako sem naredila tudi, ko sem šla v Ajdovščino. Takrat sploh nisem uporabljala teh nekih pohodniških poti, pa ful se mi je takrat mudilo. Kot sem rekla, sem bila veliko bolj goal-oriented in sem vedela, da če bova karkoli okrog delala, nama ne bo uspelo priti v Ajdovščino v 4 dneh, kar je pač ful neumno. Zdaj, ko gledam za nazaj, ampak kaj, rastemo in se učimo. V glavnem, ta kilometer pa pol po vročini ob glavni cesti se mi zdi, je pikniku in meni tako spilo fulane energije, tako da sva šla hitro na ladjico čez, sva se tam dala v en kafič, jaz sem sendvič naročila, eno hladno pijačko, da je piknik počival. In potem sem videla, da ta pes res rab še več počitka. Ko sva šla kar v eno hosto, sva se tam flikala, jaz sem imela lepo knjigico s sabo in sem brala in piknik je spal. In sva bila tam 1,5 do 2 uri sem v hosti, da je šla neka ta glavna vročina mimo. Potem sva pa vse naredila vzpon gor do samostana, je bilo luštno, pač vidiš tudi malo okrog jezerček in potem sva šla nazaj dol. Na poti nazaj sem bila glih tako sonce zahajalo, na poti dol sva tako tudi tekla, ful sem bila že veliko energije, sem imela te neke življenjske energije, ki jo dobim, kadar raziskujem in kadar sem tako fizično aktivna. In ja, res sem se dobro počutila, tako da sem bila, mogoče bi šla pa še nekam na pivo in sem se tam usedla čisto ob jezeru v neko bar in sem naročila lokalno pivo in potem so na meniju imeli še neko degustacijo posušenih, pač slanih rib in sem naročila, sem tako, ne vem, kaj bom dobila, sem dobila milijavžen tistih rib, po mojem sem 45 minut glodala tiste ribice, naročila še en perček z medom, ki je bil vrhunski in je bil ful lep tak zaključek večera. Potem pa ja, z ladjico nazaj in do kempa, zdaj pa nisva šla ob glavni cesti, ampak ker sem vmes pogledala že na app, sem videla, bova šla tle okrog, naj jo pa čakalo potem še ene 5 km, slabih 5 km do kempa in sva odhamljala nazaj, pa če sem kar malo tekla vmes, ful sem se dobro počutila. Kaj pustimo, v primeru. Piknik na Paskončku. Piknik je tako utrujen. Pozdravljeni, gospodje. Good evening to you, good gentlemen. In potem, ko so prišla v kamp, je bil že večer, piknik je šel lepo v šotor. Tako tudi povem, vem, da so si psi ful različni. Piknik obožuje to neko varnost, hiša. Medva rečeva s Klemnom hiša, vse, kar je nekaj tako nadkrito, tako da doma tle pod jedilno mizo je hiša. V kombiju pod jedilno mizo je hiša, pač nek čošak, nekam, kamor se lahko da in se mi zdi šotor. Mu je iz tega vidika ful veliko pomenil, da je noč sedal in je vse odmislil, ker ko sem ga imela zunaj privezanega, se je videlo, da skus opazuje okolico in da se ne more čisto sprostiti. No, kakorkoli že tisti večer sem jaz potem sebe šla še zrihtati in sva lepo zaspala. Ja. Evo, in zdaj pridemo na 4. dan. 4. dan sem imela pa jaz plan, še v bistvu check-out sem naredila že en dan prej, vse plačala in potem imela planit zelo zgodaj zjutraj na pot in narediti še eno turo, tako 20 km pa dobre jurje vzpona, da bi prišla do enega mesteca, ki bi bilo tudi najino zadnjo mesto, preden greva nazaj domov in ful sem si želela tega in ful sem bila nahajpana. Sva pa imela zelo slabo noč, jaz mislim, da sem preveč kave spila tisti dan. Ne vem, vroče je bilo, prvič, da je bila vročina v šotoru sred noči, potem so se neki pijani mladeniči tam drli pred kempom, tako ful enih stvari, pa cela sem smrdela po tistih suhih ribah, pač 2 dni sem rabila, da sem tisti von spravila iz sebe, kar je bilo kar nesti. In malo čez 4 sem se začela že pakirati in sem tako medva greva na pot in pičimo. Vmes sem še preverjala vreme. In je kazalo, da bodo popoldne nevihte, kar mi je bil pa kar minus, ker najin plan je bil narediti v bistvu ne sem jurja vzpona, ampak potem še jurja tega spusta in po mokrem delati spust z 15-kilskim ruzakom pa psom na povodcu je kar en tak recept, lahko hiter za nesrečo. Tako da sem skus preverjala, ampak sem doma, ne, sej bo, pa če zdajle štartava, pa bova ful hitra, bova že pred nevihto mogoče na cilju. Ampak kar se je zgodilo, je tu, da na poti, pač tam sem iz kempa, se je piknik mi začel ustavljati. In zdaj, kako je to izgledalo, tako hodila sva in on se je ustavil in me je gledal. In sem ga tako nežno, no pridi, greva. In me je gledal. In jaz sem bila tako, ok, to je zdaj trenutek, ker moram jaz dati svoj ego na stran,
moji plani pač niso pomembni, vzela sem psa s sabo, on je najbolj pomemben, že včeraj se je izkazal za ful pridenega kužka, cel dan je bil z mano, mogel je biti priden, mogel je biti poslušljiv, tisti kilometer pa pol sem ga vlekla ob glavni cesti in mi ni zameril. In jaz mislim, da mi ta pes nekaj sporoča in da tu je tu. Ne smeva več, ne smem ga siliti. Tako da sem pogledala, kdaj gre vlak do tega mesta, ker ful lepa stvar tega jezerčka, Lago di Seo, je, da ima ob eni strani jezera železniško progo in je ful dobra povezava skozi od Brešije, skozi gor po neki rečni dolini. Tako poglejte si, res za kakšen izlet priporočam. No in sem videla, da vlak gre šele čez 3 ure in sva se dala tam ob jezeru. Jaz sem imela še neke leftovers, sva malo pomalcala. Jaz sem malo scrollala, nisem samo knjige brala, sem kar malo scrollala, da je čas hitreje minil, piknik je tam počival, neki kužki so prišli, in potem sva šla lepo na vlak. In sem se že odločila, da 4. dan bo dan za piknika in dan za piknik. In sva šla v kamp, ker sem že prej preverila, čisto zraven železniške postaje je bil zelo lep kamp, postavila sva šotor, naredila bazo, piknika sem dala takoj spat, ker sem videla, da je utrujen, potem sem še jaz zaspala. In ko se je začela malo bolj vročina, sem bila zdaj bi bilo pa fajn se ufrišati. In pač, what are the odds, da zraven tega kampa, brez da bi jaz to naprej preverjala, je bil največji pasji park, kar sem jaz kdajkoli videla. Tako po mojem skoraj 1 hektar pasjega parka z velikimi drevesi, z senco in z ločenim dostopom do jezera. In sva šla in je piknik lepo palco lovil, zmočil se je, plaval je in potem sva šla v senco, jaz sem ga lepo privezala in je zaspal in jaz sem knjigo brala in sva imela ful lepo to, v bistvu ta del vročine čez dan je bil čisto easy. Pa sva šla v kamp, zvečer sva se sprehodila čez mestece, sva sem v easy, jaz sem šla še na en sladoled in šla nazaj v kamp. Tako da je bil zelo lep preživeti ta 4. dan. Jaz sem tudi malo preverjala, kaj se še kaj drugega da delati. V bistvu imate, tako, če se bo kdo odločil na dopust na to jezero, imate možnosti neizmerno veliko in tudi glede na to, kaj si želite delati, lahko zberate med res pohodništvom, ker je ful hribov okrog, kajak, lahko čolnček rentate, pol imaš te mičke na italijanska mesteca skozi ob jezeru, ki so zelo lepa in ni bilo gužve, čeprav je glavna sezona. Glih prav gužve, nobenega unga, kiča nikjer, par kofičkov in pač ljudje tam aperolček pijejo in zelo lepo vzdušje. Mene je ful pozitivno presenetilo. Tako da evo, to je bil najin 4. dan. In potem 5. dan sva pa v bistvu se zjutraj lepo v easy spakirala, check-out v kampu je ob 11. bil, potem sva šla pa v pasji park za par urc, ker sem mogla počakati na vlak in čakati v bistvu Klemna pa kolega, kdaj bosta prišla naju iskat. Sta imela ful dolgo pot, namreč bila sta 1 uro ven iz Nice, tako da jaz sem šla pol, mislim, da ob 3 popoldne na vlak s piknikom in v Breši sta naju pobrala in... Alen, daj nama vrata odpri. Čaj. Pojmo not na varno. Smo pičili domov in prišli potem pozno po noči domov. Tako da evo, to je bila najina izkušnja. Zdaj bi pa povedala še par stvari, ki vas je v bistvu zanimalo, pa stvari, ki bi jih jaz dodala glede tega. Kakšna je teža ruzaka? To je pač ful ljudi zanimalo. Teža ruzaka nisem je merila, ampak do zdaj imam že izkušnje, ker pač vedno napakiram iste stvari. Niha pa v odvisnosti od tega, koliko vode spakiram, pa koliko hrane je noter. Če je bil ko sva štartala, pa je bilo polno napakirano, tokrat sem imela bidonov za 4,5 litre vode, kar je bila perfektna količina in tudi nujno potrebna, manj ne bi bilo dobro. Za to količino mislim, da sem bila na okrog 16 kilah na začetku. Potem zadnji dan, recimo, ko pa sem imela litrček vode, ne, že tu pomislite, že 3 kile dol, pa še hrane ful manj, sem po mojem bila pa tako na enih 12 kilah, kaj tazga. Teža ruzaka je seveda odvisna od tega, kaj napakirate. Clearly. Jaz vem, da kakšne stvari, recimo deodorant pa take, bi lahko še v manjše posodice dala, ampak jih nimam. Tako da
Kakšne stvari so mi dodajale težo za brez veze, kakšne stvari pa pač ne bom šla novih kupovati. Naprimer, imava ta ful dober šotor in vem, da obstajajo tudi lažji šotori, ampak ne bom šla zdaj novega šotora kupovati. Sem za tukaj, da bom šla enkrat na leto takole malo trekat. Tako da pri enih stvareh skleneš kompromis. Pri oblačilih sem bila zelo varčna, tako kot sem vedno. Gatke, štumfi pa majica za vsak dan sveži, kratke hlače, ene pohodniške, ene pa za preobleč, pa ena oblekica. Minus je ta, da sem pozabila športen modrc in sem mogla hoditi v kopalkah, v zgornjem delu kopalk, ki so mi pa pol še zlomile plastika zadaj. Tako da to je bilo malo tako, ampak človek se preživi. Se tu se naučiš na koncu. Če vas še karkoli zanima, kaj sem spakirala, pa povejte. Veliko ljudi zanima, kaj sem glede hrane naredila, ker sem vedela, da bom v civilizaciji. Namreč, ko sem hodila do Ajdovščine, sem bila veliko bolj tako po gozdovih in takrat sem imela kar slabo kalkulacijo, sem bila kar precej lačna, recimo prvi dan. Tukaj sem se bolj pripravila, ker sem vedela, da slej ko prej bova ob jezeru, ampak prvi dan najbrž ne bo glih neke ponudbe, tako da za prvi dan sem imela sabo zjutraj en iz Lidla čokoladni desert. To je bil moj zajtrk. Za kosilo sem imela kuhano ovseno kašo z zelenjavo. Potem zvečer sem nekaj pogrickala, drugi dan pa sem imela te misli liofilizirane, ker sem vročo vodo doliješ. In je bil to zajtrk, potem pa sem šla na pico v mestu. Prvič, odkar sem šla sama nekam, sem imela samo gorilnik, ker je nek udobje tiste kavice zjutraj, pa tako, no, da si kakšen obrok lahko pripraviš, pa ni spet taka teža. Tako da to mi je bilo kar kul, da sem imela sabo. To je bilo zdaj prvič. Drugače pa spakirala sem sabo, oblačila sem že rekla, odločila sem se tokrat, da grem sem z enimi čevlji, ponavadi imam dvoje, pohodniške pa tekaške, pa jih menjam, takoj ko kakšen žulček začutim, zamenjam. Tokrat sem bila sej ne bo tako hardcore teren in je bila dobra odločitev, imam te Hoka teniske, ki so bile z mano že po velikih lokacijah in so top. Šlape sem zgubila, kot sem povedala. Pa nič, šilt kapca, podložko imava tudi dobro. Recimo prvič, ko sem šla hoditi, pa drugič tudi, sploh podložke imela nisem in je bilo grozljivo. Tu je res, toliko bolj spiš, če imaš dobro podložko, ali pa če vsaj imaš podložko, da vam sploh ne znam povedati. Če vas še kaj zanima, kaj sem spakirala, napište. Malo boste pa tudi videli v teh pokrivcih iz vloga. Potem je pač pogosto vprašanje, zakaj? Zakaj bi se človek dal v to situacijo? Zakaj? In odgovor je ta. Čisto vsakič do zdaj, kamor sem šla hoditi, ne glede na to, ali je bilo organizirano sama, v družbi, nima veze, gre za ene najbolj pomljivih izkušenj v mojem življenju. Kljub temu, da sem potovala, kljub temu, da sem bila na takih drugačnih lokacijah, to, da ti nosiš vse, kar rabiš s sabo, da si sam s sabo, da si z naravo tako povezan, da je vsaka kapljica vode tako dragocena, da it's something else. Res. In to je nekaj, kar mi ful da in se vračam k temu. Sem pa seveda se veliko naučila, tudi v primerjavi z 10 let nazaj, je druga učna izkušnja že, da se znam boljš pripraviti, hkrati pa tudi ne rinem več toliko težave in potem se mi zdi na koncu celotna izkušnja bolj prijetna. In zdaj bom razložila, kaj s tem mislim. Recimo prvič, ko sva šla z bratrancem v Lendavo, sva prvi dan prehodila 45 km, ker se je meni to zdelo normalno. Saj samo hodiš, saj ne rabiš teči. Saj sem pač hod, ne? Saj hodim lahko 24 ur na dan. Recimo velika napaka, ker potem vsi ostali dnevi so bili ful težji, ker je prvi dan bil tak overkill. Tako da zdaj imam že v glavi približno, kaj pomeni 20 km. Ampak kaj pomeni 20 km po ravnem, pa kaj pomeni 20 km z jurja vzpona. Kaj pomeni hoditi po senci, kaj pomeni ne hoditi po senci. Tako dobiš ta nek občutek in potem vse bolj udobno ratuje in še s tem, ko sem res nehala uporabljati Google Maps za planiranje, si narediš veliko koristi in izbereš bolj prijetne poti in ko nisi več toliko orientiran na cilj, ampak na samo pot, vse skupaj nekako postaja boljše.
A ja, eno vprašanje še na Instagramu je bilo, ali se fizično pripravljam na te stvari in odgovor je ne. Nekako mi je cilj v življenju biti skozi v tej formi, da grem lahko na Triglav. Tu sem skozi govorila in se mi zdi, da še vedno drži. Najbrž ne bi tako hitro prišla, kot sem prišla pri 23, ko sem trenirala 5 do 6 krat na teden. Ampak trenutno sem tako, ja, če mi daš ruzak, 15 kilski na rame, pa če jaz lahko prehodom neko solidno razdaljo, naredim nek vzpon in sem na koncu dneva ok, brez poškodb. Tako da pohvalila bi se, da nisem imela čisto nobenega orang žulja. Tu sem v preteklosti imela ful probleme, ko smo šli do Kolpe. Ogromen žulj, groza. Zdaj sem imela med prsti en mičken, na vsaki nogi en mičken žuljček, sem lepo Hansaplast dala čez in je bilo top. Tako da tudi tu se mi zdi, je na podlagi izkušenj tega, kakšna obutev, kako zavezati. Zdaj, primerjavo s prejšnjimi turami sem že kar podala, ampak v tem primeru se mi zdi, kaj mi je bil plus tele ture, je bila ta, da ni bila orientirana na cilj. Mislim, cilj je bilo jezero, ampak pač jezero, ko bo, jezero zaradi neke osvežitve, zaradi kopanja, ne pa kot zdaj moramo pa imeti v 2 dnevih nujno prideti kaj, če ne neki, ne. Pa Klemen se vedno heca, ko grem nekam sama. Boš malo sama s svojimi mislimi? Pa sem tako, ja, you should try it sometimes. Tako da, ne vem, to povezovanje, to je kot neko darilo sama sebi. Da jaz malo se sama s sabo pogovarjam, pa se malo povežem, malo naredim refleksijo, za naprej, za nazaj. Mislim, ko hodiš, v bistvu imaš zelo si povezan s tem, kar si, neka pristna, avtentična verzija tebe se pokaže in sem imela dobro družbo, sebe pa piknika. Plus tega trekkinga, da sem si sploh upala iti, kljub vsem nekim komentarjem, da dejo staneta doma, pa bo ta na easy, da sem se poslušala, da si torej želim, da sem odkrila nek nov del Italije, za katerega nikoli prej nisem slišala in zdaj bom tako spet glavna promotorka teh krajev. To, da sva zmogla, tudi takrat, ko je bilo težko, ko sva skoraj po 4 v hrib rinila. Tudi, da sem piknika znala poslušati in da je na koncu pač piknik imel in svoj dan in da sva uživala in da je veliko plaval in tako. Meni dejansko na mojo osebnost paše vsake tuk biti nek razcapanc, to je dejstvo. Vsake tuk jaz moram malo biti umazana, pa smrdeti, pa prešvicana, pa neki tako flikant nek šotor nekam in spat pod milim nebom. Dejansko I need it. Ampak tle mogoče plus se mi zdi ta, da sva znala pa tu sem znala zbalansirati s tem, da sem šla na perček, pa sem šla ven nekaj probati, pa pojesti, pa tako. In da je bila potem ta izkušnja trekkinga, ni bila samo, jaz sem mala razcapankica, ki hodi z enim rozačkom po svetu, ampak še tako, malo sem pa tudi turist, stušeran turist, ki je celo prvič šel v kamp spat, pa plačal za kamp. In se mi zdi, je pa res naredila eno tako yin-yang izkušnja. Tu boste ziher spraševali, koliko so cene kampov. V prvem kampu sem imela jaz v bistvu celo neko cel pitch, kako se tam reče v slovenščini? Prostorček zase. In je bilo potem vse, torej pes, šotor, za 2 noči 80 evrov. V drugem kampu sem imela pa drug sistem, da če si imel samo šotor, sem imela en tak okrogel travniček. Tam je bilo, ne vem, max po mojem 15-20 šotorov bi prišlo in si dal šotor kamorkoli na tistem travničku in je bila potem tudi nižja cena, sem pa mislim, da dala 28 evrov za eno noč. In to je to. To je to po mojem. Jaz mislim, da sem že čez 40 minut govorim. Jaz mislim, da sem vam kar povedala, da ste še s temi pokrivnimi kadri lahko dobili pogled, kaj so s piknikom delala, kje so bila, kako izgledajo ti kraji. In ja, če imate kakšno vprašanje, napišite spodaj. Ponovadi sem vedno delala 2 videa, en je bil moja izkušnja, en je bilo pa odgovarjanje na vprašanja, ampak sem hotela danes združiti tako, da bo cel paket v enem videu. Tako da upam, da ste uživali. Jaz sem kavico skoraj spila, zdaj bo kofeinski rush coming in 3, 2, 1. Uživajte v poletju, uživajte, če boste tudi višli na kakšne dogodivščine in se vidimo v naslednjem vlogu.